Ste bili kdaj žalostni, ker ste morali iz zabave 1 uro pred ostalimi? Ali se jokate, ko gledate razburljiva življenja vaših Instagram prijateljev? Ste otožni, ker niste pravočasno kupili kriptokeša in sedaj niste kriptomilijonarji? No, naj vas potolažim. Niste edini. Spadate med 75% prebivalstva, ki trpi za fomotom. Ne, opozorim, da je 75% statistike v tej oddaji izmišljene. Ampak 75% je pa ni. Jaz ne razumem, kako delujejo odstotki. Fear of missing out oziroma strah pred zamujanjem socialnih izkušenj je neprijeten občutek, ki ga dobimo, ko zamujamo nek epski žur, neponovljiv dogodek, socialno interakcijo ali pa neko investicijsko priložnost. Vi ste, ko doma gledate storije in vidite posnetek zabave, na kateri je ena od sošolk in vi postanete žalostni, ker niste tam, ker ste prejšnji teden šli na podobno zabavo, brez dovoljenja staršev in ste zdaj zaradi tega v hišnem priporu, no to. Lahko pa, da ste bolj introvertiran posameznik, ki že po naravi zavrača kakršnekoli družbene interakcije, pa vseeno občutite neprijeten strah pred zamujanjem nečesa. Brez skrbi, tudi vi imate lahko FOMO. Veliko ljudi namreč trpi, ker niso na tekočem z novicami, ker še niso začeli igrati najnovejše videoigre ali pa ker še vedno niso pogledali zadnje sezone Igre prestolov, medtem pa je na program že prišla nova serija Hiša zmajev, Martin pa še kar ni napisal zadnje knjige. Gospod Grega, Martin, če bi lahko, prosim, nehali prevzemati nove projekte, medtem, ker še niste dokončali starih, bi bilo res super. Dodatni strah pred zamujanjem vznemirljivih doživetij povišuje stres, znižuje samozavest, hkrati pa lahko vpliva na oblikovanje dolgoročnih ciljev, osamljenost in navsploh povzroča, da furamo safr. Furanje safra oziroma svetobolje je povsem v redu, če smo romantični pesniki, ali pa če ga furamo samo občasno, če pa to delamo ves čas, pa potrebujemo pomoč. In tukaj je moja pomoč, kako premagati FOMO. Ne se primerjati z drugimi ljudmi. Življenje, ki ga vaši prijatelji kažejo na družbenih omrežjih, ni njihovo vsakdanje življenje, ampak najlepši utrinki iz njihovega življenja. Zato ni fair, da se medtem, ko imate vi mastne lase in čips po celem telesu, primerjate z njimi, ko jezdijo lipicanca proti sončnemu zahodu. Se lipicanca lahko jaha, ali so zaščiteni, tako kot človeška ribica? Ker človeške ribice zagotovo ne smeš jahati. Ampak kaj pa je z lipicanci? Če kdo ve, naj napiše v komentarje. Za vse še imate čas, zato zmanjšajte svoje želje in pričakovanja. Na faksu boste lahko žurali do 4 zjutraj. Te nove Marvelove filme lahko gledate čez vikend, ko pada dež, in tudi dovolj časa bo, da obiščete vse tiste eksotične destinacije, kjer vaši prijatelji jahajo lipicance. Ne, resno, lahko kdo preveri, kako je s temi lipicanci. Mogoče pokličemo v Lipico, pa dajte vprašati, kako se reče prebivalcem Lipice? A so tudi oni lipicanci? A v Lipici lipicanci jahajo lipicance? Na našem YouTube kanalu pa nam v komentarje pod ta video napišite, za katere stvari vas skrbi, da jih boste zamudili.